Sledi večnosti. Spoštovani, pozdravljeni. Binkoštna cerkev poudarja osebno izkušnjo vere, delovanje Svetega Duha in živ odnos z Jezusom Kristusom. Za binkoštnike so Sveti Duh, molitev, skupnost in pričevanje ključne razsežnosti krščanskega življenja. Naši gostje so Kaja Marton, 21-letna medicinska sestra, Viktor Utroša, 23-letni vojak ter Isabela Fartek, 16-letna dijakinja. Vsem skupaj voščim lep dober dan. Dober dan. Viktor, kaj vas je pripeljalo do osebne vere in v binkoštno cerkev? Ja, vse se je začelo v bistvu s tem nezadovoljstvom nad življenjem. Tu govorimo o alkoholu, ponočevanju, debelosti, v bistvu o lenobi, ter s vprašanjem, ali je to življenje res samo izobraževanje, delo, družina in na koncu tema oziroma smrt. Na to sem spoznal našo sogovorko Kajo, preko katere je deloval Sveti Duh in me pripeljal do binkoštne cerkve Murska Sobota, kjer sem začel v bistvu ta osebni odnos z Gospodom. Sicer sem že vedno verjel, ampak bolj površinsko recimo temu oziroma tradicionalno. V binkoštni cerkvi Murska Sobota pa sem spoznal, koliko lahko Gospod stori, če mu dejansko dovolimo, da je kermar našega življenja. Kaja, kako doživljate Svetega Duha v svojem življenju? Ga kdaj čutite posebej blizu? Jaz najbolj Svetega Duha čutim med molitvijo in slavljenjem. Še posebej sem se blizu s Svetim Duhom v času slavljenja, ko se vse umiri in moje misli so samo usmerjene v Jezusa. In najbolj blizu ga čutim v kakšni stiski, ker kot Sveto pismo pravi, je on naš tolažnik, nas on tolaže, mi je tudi v pomoč v različnih situacijah in je res kot en pomočnik, na katerega se vedno lahko zanesem. Je v bistvu oseba, ki mi daje pogum, me ohrabri in je vedno z mano. Isabela, kako se mladi med seboj pogovarjate o Bogu? Kaj vas najbolj bogati? Ja, meni se zdi, da se mladi pogovarjamo predvsem preprosto in pa iskreno. Torej si podelimo čisto vse naše izkušnje, tako dobre kot slabe. In to je ravno to, kar nas najbolj bogati, da si lahko pomagamo, da se krepimo in da nič ne skrivamo eden pred drugim. Viktor, pogosto pravite v binkoštni cerkvi, da je Sveti Duh tisti, ki jo opogumlja in vodi. Zagotovo imate kakšno osebno izkušnjo, ko vas je Duh vodil, potolažil ali vam celo dal moč? Seveda, če bi mogel zdaj nekomu na enostaven način razložiti, kako doživljam Svetega Duha, bi mu to opisal kot neko vest oziroma glas, ki je moje življenje zadnji 2 leti obrnilo na glavo, ampak v dobrem smislu. Torej, Sveti Duh me je opogumil, da sem stal ob strani prijatelju, ki se je boril z hrbtno boleznijo. V bistvu me je skozi vso to njegovo bolezen navdihnil do te mere, da sva se skupaj skozi to bolečino smejala, delila evangelij in molila. Tudi ko je po napornem boju odšel Gospodu, mi je Duh dal moči in tolažbe, da sem se vsemi močmi potrudil in na pomoč priskočil njegovi družini ter njegovi partnerici. Seveda sem bil potrt, ampak vse bi sem imel mir, da čeprav ga več ni, to še ni konec. Kaj v vaši skupnosti je pomembna molitev v duhu? Kako molite? Ja, res je, molitev je zelo pomembna. Že Jezus pravi v Svetem pismu, da najprej moli, da treba moliti. In tudi on sam se je vedno umaknil in molil nas amen. Tako da prvo je najpomembnejše, da molimo sami, ko smo doma, ko imamo čas z Gospodom, ko beremo Sveto pismo, da se res fokusiramo na to molitev, ker molitev je kot en pogovor z najboljšim prijateljem, kateri je naš Bog. In kot sem rekla, molimo sami, posamično in pa tudi v skupnosti med bogoslužjem se skupaj združimo v molitvi, tako da prosimo Boga, se zahvaljujemo za to, kaj je naredil za nas, da je umrl za nas na križu, da nam daje eno upanje. In res mi je najlepša stvar, ko se skupaj kot cerkev, kot ljudje, ki služimo kralju vseh kraljev, združimo in molimo, kličemo k Gospodu in ga slavimo. Isabela, kaj vam pomeni skupnost? Kako drugi verniki pomagajo živeti vero v vsakdanu? Meni skupnost pomeni ogromno, se mi zdi, da je kot nek
polnilec za našo baterijo, ker čez teden se srečujemo z različnimi stvarmi, z različnimi situacijami in se mi zdi, da nam potem ti ljudje, ki imajo iste vrednote, isti pogled na svet, isto vero, pomagajo živeti to vero v vsakdanu in nas resnično spremljajo, nas pa tudi opogumljajo z različnimi vrsticami iz Svetega pisma ali pa z molitvami in z drugimi spodbudami, ki so nam potem en temelj za krščansko življenje. Viktor, kateri svetopisemski stavek je navdih ali moč? Ja, bom se kar navezal na stavek sam. Ta stavek najdemo v Svetem pismu, v prvem pismu Korinčanom, 10. poglavju, 13. vrstica. Glasi pa se takole. Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo. Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo v preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Torej, vsi pridemo v preizkušnje. Pred mojim spreobrnenjem in tudi po mojem spreobrnenju so preizkušnje vedno bile in vedno bodo. Ampak ta vrstica me spodbuja, ker mi skozi njo Gospod pravi, da mi nikdar ne bo naložil nečesar, česar v bistvu nisem sposoben prestati. Hvaležen sem mu, ker mi on v tej preizkušnji omogoča, da k njemu molim, potem tudi, da se ne stresiram in na koncu koncev ostanem miren, ker vem in se zavedam, da ima on vse pod nadzorom. Tega pred mojim spreobrnenjem nisem imel in sem vse težave v bistvu reševal na silo, z anoksioznostjo in na svojo moč. Kaj mladi danes živite v svetu, ki pogosto ponuja veliko glasov? Kako mladi ostajate zvesti Bogu in kako oznanjate vero svojim prijateljem? Najprej mislim, da je najpomembnejša stvar, da gradiš ta odnos z Bogom na prvo mesto, da si ti vzameš čas, greš v svojo sobo, se zapreš in moliš, bereš Sveto pismo, preživljaš čas v slavljenju, ampak tega včasih sam ne zmoreš. Zato je zelo pomembna skupnost prijatelji, ki imajo enake prioritete, seveda na prvem mestu Bog, prijatelji, ki ti stojijo ob strani, ki te hrabrijo s to Božjo besedo, z vrsticami Svetega pisma, ki so ti v oporo. In pa potem tudi skupnost kot cerkev, da smo si v oporu in si pomagamo. Je pa res, da velja tisti pregovor, da povem, s kom se družiš in ti povem, kakšen si. Tudi sama na sebi sem izkusila to na lastni koži in sem potem komaj dojela, kako pomembno je, da tvoj krog gradijo kristjani in ne ljudi sveta, ker te glasovi v svetu so zelo mamljive in te hitro pritegnajo. Ampak če ti imaš nekoga, na koga se lahko zaneseš, samo zaupaš in mu poveš, kaj te teži, je vse lažje. In potem, kot pravi Svetem pismo, ko 2 ali 3 so zbrani in molijo, je Jezus sredi med njimi. Isabela, kaj ste našli v Binkošni cerkvi? Ja, meni se zdi, da sem v Binkošni cerkvi predvsem našla neko radost, veselje, sproščenost. Se mi zdi, da smo resnično ljudje tu kot ena velika družina, ki smo si pripravljeni med seboj pomagati, se krepiti. In to se tudi kaže na vseh naših bogoslužjih, drugih srečanjih, ki jih imamo, tudi taborih. In to je res eno neverjetno doživetje in pa milost, da imam nekaj takega. Viktor, kako bi opisali, kakšni so binkoštniki, ne kadar se samo udeležujejo nedeljskih bogoslužij, ampak tudi sicer, kakšni ste? Ja, v bistvu binkoštniki sami, zdaj, če prvo kot prvo, bilo mi je čudovito, kako lepo so me sprejeli, ko sem prvič prišel v to cerkev. In v bistvu mislil sem, da se to dogaja samo v cerkvi, ampak videl sem, da Sveti Duh tako čudovito deluje prek njih, da v bistvu jim daje tudi to modrost oziroma radodarnost in dobroto, ne vem, na delovnem mestu, v bistvu kjerkoli so, ne. In to me je navdihnilo, da tudi sam v službi s prijatelji delim to veselo novico o našem Gospodu in ja, prepuščam vse Svetemu Duhu, upam, da se dotakne čim več ljudi in me uporabi v bistvu kot orodje za širjenje evangelija. Kaja, kako bi opisali nedeljske pridige, ki se zgostijo pri bogoslužjih? Vedno so namreč drugačne, predvsem pa v vaši Binkošni cerkvi zelo vesele. Res je. Jaz bi jih opisala kot zelo spodbudne. Včasih se mi zgodi, da pastor pridiga nekaj,
kar se mi v tem času dogaja v življenju in sem tako, je kaj slišal ali je kaj poslušal in je to namerno naredil, ampak ne, tako vidimo, kako Sveti Duh deluje. In res zelo so pomembne pridige te tematike, ki jih imamo iz Svetega pisma, res govorijo v življenju. In če res poslušaš ne samo z ušesi, ampak tudi z srcem, vidiš, kako Bog želi govoriti preko pastorja v tvoje življenje. Izabela, danes smo velikokrat omenili besedo svetopismo. Kaj vam pomeni svetopismo? Ja, v bistvu je svetopismo en temelj, ki nas gradi, ki nas tudi poučuje in tako kot piše v Svetem pismu, je tudi kot nek meč, ki nam pove, kaj je dobro in kaj je narobe. In mislim, da je to v bistvu ena knjiga polna pričevanj in čudovitih del, ki jih je Bog storil v življenjih ljudi, ki so že umrli ali pa ki so živeli to vero pred nami in nam je lahko v veliko oporo. Sicer pa se v Binkošni cerkvi Murska Sobota združujete ne samo mladi, ampak predvsem zelo različne generacije. Tudi to je značilnost Binkošne cerkve, da pravzaprav povezuje ljudi različnih starosti. Kot sem prej omenil, mi je bilo fascinantno, kako odprti in v bistvu sočutni so ljudje v tej cerkvi. Lepo mi je bilo, v bistvu, ko so me sprejeli kot nekega izgubljenega sina, tudi vsi starejši člani cerkve, starešine. Fascinantno mi je bilo, koliko modrosti mi je Sveti Duh dal, koliko so me naučili, koliko so mi s svojim življenjem pokazali, kako naj služim. In res čudovito je videti, kot tudi nekdo starejši, v bistvu že več let teče ta čudoviti tek z Bogom. In upajmo, da bomo tudi mi mladi si vzeli za vzor starejše in bo Sveti Duh deloval po njih, da tudi mi uspešno otečemo ta tek življenja z Jezusom. Kako pa vero prenašati v poklicno življenje? Vi recimo, kaj ste medicinska sestra? Včasih moraš paziti, kaj poveš, še posebej v državnih službah, ni dovoljeno. Ampak lahko zelo pokažeš, kdo si skozi tvoje dejanja. Ljudje to takoj opazijo, še posebej naprimer pri pacientih, že sam kaj rabite ali vam kaj prinesem, je dovolj. In tisti hvala, ki ga dobiš, je tako čudovit. In res skozi dejanja, ne le z besedo lahko pokažeš, lahko Jezusovo luč sije skozi tebe, tako da niso obvezne samo besede, ampak dejansko dejanja. In to kot medicinska sestra rabim, ker vem, da veliko ljudi potrebuje nekoga takšnega, ki vedno rad priskoči na pomoč. In tudi Jezus je to delal, vedno rad priskoči na pomoč. Si vzel čas za te ljudi. Ko pacienti ležijo v bolnišnici vsak dan, nimajo kaj nič drugega za delati in hitro se ti tudi odprejo in se obrnejo k tebi. In sem res hvaležna, da opravljam ta poklic in da lahko Jezusovo ljubezen skozi ta poklic delim. Kot dijakinja Izabela opažate, da se mladi veliko pogovarjate o veri? Pa iskreno niti ne. Se mi zdi, da bolj v teh naših krogih, s temi, ki so vključeni v neke cerkve ali pa v take podobne skupnosti, ampak se mi pa zdi, da so pa odprti za različne možnosti in je to ena čudovita priložnost, da jim podelimo, kaj pa je naše upanje, zakaj smo pa mi vedno nasmejani, zakaj preidemo z nasmehom skozi težke situacije in da lahko potem povabimo jih na kakšna srečanja, da lahko spoznajo še druge in da ugotovijo, da ni cerkev neka ustanova za starejše, kjer bi mogoče samo prebili te 2 uri na teden, ampak je ena zgradba oziroma ni zgradba, ampak ljudje, ki živijo to vsak dan in da je tudi cerkev polna mladih, gorečih za Gospoda. Kako to gorečnost lahko, Viktor, opazite v vašem vsakdanjem življenju? Se vaše jutro morda začne že s pogovorom z Bogom? Ja, definitivno vsako jutro se zahvalim Očetu za milost, ki mi je dana, da sploh lahko naredim tisti prvi vdih, vstanem iz postelje in to takoj spremeni moje mišljenje oziroma vse spreobrne na pozitivno raven. Tudi če je bil spanec malo krajši, tudi če je bilo, dosti zbujanja po noči, mi Gospod in njegova milost zjutraj data neko zadoščenje oziroma mir, da svoj dan začnem. In potem poskušam to pozitivo, ki mi jo daje Gospod, širiti tudi med druge, med sodelavce in tako naprej. Kaj prej smo omenili nedeljska bogoslužja, o čem recimo ste se pogovarjali na zadnjem bogoslužju?
Na zadnjem bogoslužju sem bila na pikniku, smo imeli bogoslužje na hribu in je bila tema, kako si vzeti počitek. Jezus si je tudi vzel počitek, ampak kar me je najbolj nagovorilo je to, da si Jezus vzel počitek, ko je molil. In sem bila tak, wow, mi si ponovadi počitek vzamemo, ne vem, da 1-2 ure spimo čez dan, ne? Ampak je res čudovito, da Jezus ponuja to. Pravi tudi v Svetem pismu, da on je ta, ki ti daje počitek, on te vodi na te pašnike, ne, kjer se lahko spočiješ, kjer si lahko nabereš moči. In je res bilo spodbudno, da v tem drvečem svetu in vedno je vse na silo. Ponavadi velikokrat slišimo, nimam časa, ne vem, kdaj drugič, ampak je zares pomembno, da si vzamemo ta čas. Še posebej čas, da preživimo z Gospodom. Isabela, kako si vzamete torej mladi čas, glede na to, da živimo v enem res hitrem tempu življenja? Ja, jaz lahko povem zase, ne, za druge točno ne vem, vsak si vzame ta čas na svoj način. Jaz na primer rada grem v naravo, ker je že to eno tako veliko pričevanje o Božji nadnaravni moči in o njegovem čudovitem stvarstvu in potem običajno vzamem Sveto pismo s sabo in si sedem na kak hrib ali pa ne vem, v kaki dolini in tam prebiram Božjo besedo, ker me tam nihče ne moti. Kot vojak veliko časa preživite zunaj? Ja, definitivno kot vojak dosti noči prespim zunaj, kar me dodatno utrjuje in zato sem hvaležen Gospodu za vse preizkušnje ostale, da sem lahko v njih v bistvu s pokončno hrbtenico jih premagujem. Ustvaril sem si neko, ker smo prej govorili o rutini, da vedno, ko smo v naravi, gremo, si vzamem s sabo tako žepno Biblijo, kaj spodbudnega preberem, se pomolim, je pa, kot je rekla prej sogovorka Isabela, narava definitivno nek kraj, kjer se res čuti tista Božja prisotnost in pač vidimo njegovo čudovito stvarstvo. Ste različnih starosti med sabo, pa vendar ni toliko vseeno let razlike med vami. Kaj bi rekli mlademu človeku, ki se išče? Jaz bi verjetno najprej mu pokazala to za svojimi dejanji, oziroma najprej bi se vzela čas zanj. Ugotavljam, da veliko mladim pomeni, če si vzameš čas za njih, za kakšen pogovor in potem, ko se večkrat srečaš, so ti pogovori tudi bolj globoke. Res je, da kristjani moramo paziti, da to ni nič na silo, ampak je iz te preproste ljubezni, iz tega navdušenja, da kaj smo mi doživeli, slišali in videli, da to podelimo z to osebo in da tudi ta oseba vidi, da mi to dejansko živimo. Da, kot sem prej rekla, niso to samo besede, ampak so resnično dejanja in da z veseljem to delamo. Ja, jaz se strinjam z Kajo, torej je zelo pomembno, da si vzamemo čas, da podelimo to že s svojimi dejanji in pa mogoče, da jim predstavimo to na enostaven način in da začnemo z osnovnim evangelijem in potem to nadgrajujemo torej z vsemi drugimi stvarmi in da jim predvsem poskušamo predstaviti to Božjo ljubezen in milost, ker je to en temelj za potem nadaljnje krščansko življenje. Jaz se bom tudi sam pridružil trditvama ostalih sogovork, da v bistvu skozi dejanja kažemo drugim in potem ta dejanja v bistvu na koncu vodijo do tega, da me ogromno krat kdo vpraša, ne vem, kako smo imeli prej vprašanje, kaj je pa tvoja najljubša vrstica in to mi potem da neko tak čudovito iztočnico, da lahko govorim o Gospodu in v bistvu nekoga ne silim v to, ter na tak način pustim, da res Sveti Duh deluje in on preobraža srca, ter v bistvu nič ne izvira iz moje lastne moči, ampak iz moči, ki mi jo daje on. Viktor, Kaja, Isabela, hvala za tale pogovor in vse dobro na vaših poteh. Hvala vam. Sledi večnosti.